Bom stisnila sokovi, bom spila čez dan, da se nafilim z vitamini. Upam, da se mi vse tole odmaši, ker imam že tako imam veliko glavo, ampak zdaj imam občutek, da imam tako glavo. Hello, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Dobrodošli nazaj na Mavrici okusov, hvala, ker spremljate. Tele imam en listek danes, da vam ne bom kaj pozabila povedati. Skratka, zdravje mi trenutno malo peša, grlo imam, ne vem, moneto verjeten, ušesa imam zamašena, ful se ne slišim zdaj dobro, pa koliko na glas govorim. Tako da zelo idealen čas, da jaz posnamem danes tale vlog, da vam pokažem moje najljubše 4 recimo kombinacije zelenjavno-sadnih sokov. Imate pa itak nešteto možnosti. Zdaj preden začnem stiskati tele sokove, tukaj zadaj je že pripravljena zelenjava in sadje. Bom tako rekla, da je sokovnik definitivno ena najboljših investicij v kuhinji od vseh teh preparatov, aparatov. Mi jih imamo res ogromno, tako mogoče bom daj tudi to posnela, kjer so zelo v bistvu tudi priročni, ker itak so, ampak sokovnik je definitivno ena izmed mojih najljubših. Skratka, zelo pomembna stvar pri sokovih se mi zdi to, da ne kombiniramo samo sadja, sploh kakšnih pomaranč ali pa takih stvari, ki so ful polne cukra, ker dejansko si damo bombo cukra tako v žilo direkt. Tako da jaz ful rada kombiniram zelenjavo, 2 zelenjavi plus 1 sadje. Izjemoma 2 sadja in 1 zelenjavo, definitivno pa mislim, da nikoli ne stiskam samo sadja. Od sadja ne bi bilo najbolj idealno jabolko, da ga stisnemo, ker se idealno kombinira z vsemi ostalimi živili. Ananas je tudi zelo dober, pa grenivka. Ena pomembna stvar je ta, da sok, ki ga stisnemo, popijemo čim bolj svež. Optimalen čas je 20 minut, da ga popijemo. Je pa to seveda tudi stvar, ki se nam zelo hitro absorbira v telo. Meni so ti sadni sokovi res dobri zaradi tega, ker se mi zdi, da te napolnijo z energijo. Načeloma si stiskam 3 deci sokov, če bi hotel imeti kakšno prečiščevalno kuro, ne vem, dieto, kakorkoli, pa to tako 1-2-3 dni, ne glih več, da bi bili samo na sokovih, bi si seveda mogli večje količine stiskati. So pa sokovi v bistvu zelo dobri prečiščevalci prebavnega traku, pač strupe ven iz telesa splaknejo. Seveda je vedno kot vsak dan pomembno, da pijemo tudi zadostno količino vode, ker se mi zdi, da nekateri kar malo pozabljate, tako da dajte piti vodo. Zdaj glede sokovnika, mi imamo ta Power Juicer, ki mislim, da so ga na Topshopu prodajali že 100 let nazaj. Na začetku, ko smo ga dobili, mislim, da ga nismo, oziroma smo ga uporabljali, pa ga pol ful let nismo, tako da zdaj je pa že kar lep čas v uporabi. Ker se bom že kaj sproti spomnila, pa vam bom pol medtem, ko bom pila sok povedala. Tako da zdaj pa mislim, da najbolj, da zaženem tole mašino in iztočam mojih par najljubših kombinacij sokov. Boste videli, kako so hudi. A ste videli, kakšna patkarija je z rdečo peso? To kar vse leti naokoli. Ja, ena stvar, no evo, jaz zdaj pijem tega z ingverjem. Močan. Ne pijem drugače poslanci, ampak to pijem zdaj poslanci, zato ker ne morem, ker bom cela oranžna okoli korenja, ker posod, kjer je korenje zraven, ko piješ, si cel oranžen okoli ust.
da ne zdaj kdo rekel, kaj se tukaj afnam s to slamico, pač takrat se ne. V glavnem, evo, tele dva sem spakirala za kasneje, sta tudi pospravljena. En minus tiskanja sokov je definitivno to, da moraš pač pol takoj pomiti ta sokovnik, celega razstaviti in to je to. Ampak, ko se ti pač ufuraš v to, imaš 5 minut dela in je to to. Pač to bi časa zame in v glavnem, to je takole, 1, 2, 3 narejeno. Ok, zdaj bom počasi zaključila, ker se mi zdi, da me že grlo ful boli in da že počasi malo zgubljam ta svoj glas. V glavnem, hotela sem povedati še to, da ne s kovinskim žlicam v sokove pač jih mešati ali pa kaj z antiplastično ali leseno žlico. Še en nasvet, grenivke, citruse, vse limone ali mete, umivam s sodo, zelo priporočljiva. Če ima kdo nizek pritisk, svež korenčkov sok, tudi če je samo korenčkov sok, je ful dober. Jaz imam pač malo nižji pritisk, včasih mi pol še pade in sem ful slabotna, spijem korenčkov sok in je ful dober. Eno, pa da ne bom samo jaz govorila, mi lahko v komentar od spodaj napišete, če si stiskate sokove, kolikrat na teden si stiskate sokove, katera je vaša najljubša kombinacija. Mogoče tudi jaz kakšno novo zvem, pa sprobam, pa bom imela pol kakšno novo najljubšo med ne vem kolikimi, pač kolik je. Tako da se gledamo naslednje, če vam je bil pa video všeč in se vam zdi mogoče uporaben, če bi kdo najdel kakšen nasvet ali kakorkoli, ga seveda lahko šerate, izvolite, hvala. To je to, lepo se majte, čau.